Nekdanji lastnik medicinskega spa centra v Teksasu in zdravniški direktor podjetja se soočata z obtožbami za umor, potem ko je ženska prišla na infuzijo in ni preživela. Preiskujemo domnevno nevarne prakse, ki se dogajajo za zaprtimi vrati in zakaj so oblasti potrebovale leta, da so vložile obtožbe. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, pred nadaljujemo, vam moram povedati o našem partnerju, našem sponzorju, aplikaciji Upside. Upside vam prinese dodatno vračilo denarja. Da, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana, za seboj. Tukaj je kaj naredite. Brezplačno prenesete aplikacijo Upside. Uveljavite ponudbo na eni izmed več kot 100.000 lokacij, plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa želim nekoč naročiti hrano za seboj. Najprej poiščem ponudbe v aplikaciji Upside in ko opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Mimogrede, redni uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $154 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, uporabite promocijsko kodo Sidebar in prejmite dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Julija leta 2023 se je 47-letna Jennifer Cleveland veselila dneva v toplicah. Mama 4 otrok, ki je delala na lokalni radijski postaji v Teksasu, je na svoji Facebook strani zapisala: Luke's Med Spa pri Amber Johnson vas bo zagotovo naredil lepe in poskrbel, da se boste tako tudi počutili. A že naslednji dan bi bila Jennifer mrtva. To se je zgodilo potem, ko je izgubila zavest v tistem spaju in so jo v bolnišnici razglasili za mrtvo. Od takrat so sprožili več preiskav. V Teksasu pa so celo sprejeli nov zakon, poimenovan po Jennifer, da bi medicinske spa centre v državi naredili varnejše. O tem bomo govorili. Zdaj vemo, da se lastnica podjetja Amber Johnson in medicinski direktor spa centra dr. Michael Gallagher soočata skupno 39 obtožbami. To izhaja iz novo vloženih obtožnic. Oba sta se ta teden predala oblastem okrožja Freestone v Teksasu. Bila sta izpuščena proti varščini. To poroča medij KVTTX. Ampak kako smo prišli do tega, ne? Kaj se je zgodilo z Jennifer v tistem medicinskem spa centru? In zakaj se dve različni osebi soočata s tako resnimi obtožbami, kazenskimi očitki? Rad bi se poglobil v to. Obstaja tudi civilni del, o katerem bomo prav tako govorili. Odvetnik Johnsona, David E. Moore, je za KWTX potrdil, da je Jennifer 10. julija res obiskala Luke's Med Spa, kjer je Johnson začel z IV terapijo. Moore je za medijsko hišo povedal, da je Jennifer podpisala obrazce za soglasje, v katerih je navedla, da ne jemlje nobenih zdravil, nima kroničnih zdravstvenih težav in da v tistem času ni bila pod zdravniškim nadzorom. Približno 20 minut kasneje, po začetku terapije, je po besedah Mooreja Jennifer povedala Johnsonu, da se ne počuti dobro. Zato naj bi Johnson naročil, naj sede pokonci in globoko diha, vendar je Jennifer izgubila zavest. Zdaj Moore pravi, da je Johnson začel izvajati oživljanje na Jennifer in takrat naj bi v njenem modrčku našel elektronsko cigareto. Kmalu bomo podrobneje razložili, zakaj je to pomembno oziroma zakaj bi lahko bilo pomembno. Po poročanju naj bi Johnson uspel za kratek čas oživiti Jennifer. Tako je Moore povedala za KWTX, nato pa naj bi Jennifer ponovno postala neodzivna. Johnson naj bi dvakrat poskušala poklicati nujno pomoč s telefona na recepciji spaja. Trdila je, da je bila linija zasedena oziroma se nihče ni oglasil. Sprašujem se, ali obstajajo telefonski zapisi, ki bi morda potrdili te klice. In na koncu je uspelo priklicati pomoč s svojim osebnim mobilnim telefonom. Tudi to je po besedah njenega odvetnika. Reševalci so Jennifer hitro odpeljali v bolnišnico, vendar je policija za KWTX povedala, da je umrla na poti. Zdaj je medij KSNV poročal o obdukcijskem poročilu Jennifer, ki naj bi po navedbah navajalo, citiram, da je Jennifer prejela infuzijo z vitaminom B kompleks, askorbinsko kislino, cianokobalaminom in TPN elektroliti. Cianokobalamin je oblika vitamina B12. Namenjen je zdravljenju pomanjkanja vitaminov, vendar mora biti po podatkih Teksaskega zdravniškega odbora TPN elektrolitska raztopina predpisana strani zdravnika in je, citiram, znano, da povzroča zaplete zaradi kalijevega klorida v njej. KWTX poroča, da je v končnem obdukcijskem poročilu Jennifer kot vzrok smrti navedena, citiram, nenadna srčna smrt neznanega vzroka. Toda način smrti, ki je lahko naraven, nesreča, samomor ali umor, je bil naveden kot neznan. Torej sta obe stvari nekaj, s čimer lahko obrambni odvetniki delajo. Če nekaj ni dokončno, ali to pušča prostor za razumen dvom?
Obdukcija naj bi tudi navedla, da v tem trenutku ni mogoče dokončno potrditi ali izključiti, da je intravenska terapija prispevala k smrti. Vendar je bila infuzijska vrečka zbrana na kraju dogodka, njena vsebina je bila testirana in očitno so bili prisotni TPN elektroliti. Prav tako naj bi Jennifer prejemala tedenske infuzije, vendar ni bilo natančno navedeno, kakšne infuzije ali kako dolgo jih je prejemala. To poroča KWTX. Tukaj je nasprotni argument, kaj ne? Johnson, lastnik Spya, očitno ali domnevno ni imel zdravniške licence. Argument je, da ne bi smel pridobiti ali dajati zdravila na recept. Uradniki trdijo, da je to zaobšla s sodelovanjem z dr. Michaelom Gallagherjem, anesteziologom iz Teksasa, ki je bil naveden kot medicinski direktor Spya. In na dan, ko je Jennifer umrla, je bil po besedah njenega odvetnika Gallagher dejansko več kot 160 km stran v svoji ordinaciji v Frisku v Teksasu, vendar je Johnsonova domnevno lahko dobila zdravila z uporabo Gallagherjevih podatkov. In spomnite se, omenil sem elektronsko cigareto, ki jo je Johnsonova očitno našla, ko je poskušala izvajati oživljanje. Odvetnik Moore je za KWTX povedal, da je, citiram, zahteval, da se elektronska cigareta, skrita v modrčku gospodične Cleveland, testira na prepovedane substance. Končno poročilo o obdukciji je pokazalo nenadno srčno smrt neznanega vzroka. Prav tako pa je bila po posmrtni toksikologiji prisotna pomembna količina tramadola in trazodona, od katerih nobenega ni dala Amber Johnson. Tako je primer prevzel urad generalnega tožilca Teksasa. Očitno so ga predstavili veliki poroti in dobili te obtožnice, ki so bile vložene proti Johnsonovi in Gallagherju v okrožju Freestone. Po obtožnici je velika porota Johnsonovo obtožila 14 točk. Umora med storitvijo drugega kaznivega dejanja, uboja iz malomarnosti, druge stopnje kaznivega dejanja iz malomarnosti s smrtnim izidom, 9 točk, dobave nevarne droge, opravljanja zdravniške dejavnosti brez licence ter ponarejanja ali prirejanja fizičnih dokazov. Gallagher se po svoji obtožnici sooča še z več točkami, vendar je veliko obtožb podobnih tistim proti Johnsonovi. Umor pri storitvi drugega kaznivega dejanja, uboj iz malomarnosti druge stopnje, kaznivo dejanje iz malomarnosti s smrtnim izidom, 9 točk dobave nevarne droge, opravljanje zdravniške dejavnosti brez licence, opravljanje zdravniške dejavnosti v nasprotju s kodeksom poklicev Teksasa. Sodni dokumenti prav tako kažejo izračun, koliko varščine naj bi bilo določene za vsakega obtoženca, saj je po več poročilih Johnsonova sama prišla na policijo in plačala varščino v višini $69,000. Gallagher je bil izpuščen iz zapora o plačilu varščine v višini $96,500. Rad bi se nekoliko bolj poglobil v podrobnosti teh domnevnih kaznivih dejanj. Mislim, da je to pomembno. O tem bomo več govorili z Alijo Roberts v naslednjih minutah. Vendar piše, citiram, Amber Johnson dne ali okoli 10. julija 2023. Je takrat in tam storila ali poskušala storiti kaznivo dejanje, in sicer opravljanje zdravniške dejavnosti brez licence, povzročitev telesne poškodbe drugi osebi ali dostavo nevarne droge, ali pa je storila ali poskušala storiti dejanje, ki je očitno nevarno za človeško življenje, in sicer dajanje TPN elektrolitov Jennifer Cleveland, kar je povzročilo smrt Jennifer Cleveland. Umor iz kaznivega dejanja je nekoliko drugačen, kaj ne? Ne pravi, da ste nameravali povzročiti smrt Jennifer, ampak da ste storili kaznivo dejanje, da ste nameravali storiti kaznivo dejanje in je zaradi tega nekdo umrl. Zdaj sta obtožbi za uboj in kaznivo malomarno povzročitev smrti zelo podobno oblikovani, ampak spet, tukaj imate opravka z različnimi merili, kot sta lahkomiselnost in malomarnost. Vsaka od obtožb za dobavo nevarne droge navaja drugo zdravilo, za katerega je Johnson obtožen, da ga je dal Jennifer kot del tega IV koktejla, pri čemer je navedeno, da različna zdravila, citiram, nosijo ali morajo nositi oznako samo na recept. In rad bi izpostavil 14. točko obtožnice. Torej, zadnja točka v obtožnici proti Johnsonovi je prirejanje ali ponarejanje fizičnih dokazov, citiram, velika porota, nadalje navaja, da je Amber Johnson približno 7. maja 2025, vedoč, da je bila preiskava ali uradni postopek v teku ali v pripravi, in sicer preiskava smrti Jennifer Cleveland, izdelati ali predložiti ali uporabiti zapis ali dokument, in sicer zapis ali dokument, ki vsebuje naslednje dodatne opombe. In dodati TPN elektrolite 10 ml z datumom 10. junij 2023. Vedoč, da je lažen in z namenom vplivati na potek ali izid preiskave ali uradnega postopka. To je kar resna obtožba. Zdaj, pogledali smo primer, ki je bil tukaj omenjen, Cleveland in drugi proti McKesson in drugim. Torej, Jenniferini preživeli svojci so očitno tožili podjetje McKesson Medical Surgical. To je podjetje, ki pomaga distribuirati zdravila in pripomočke, kot so TPN elektroliti.
Tukaj so še drugi imenovani toženci, dr. Gallagher, LuxMed Spa, sama Amber Johnson. In prvotna tožba tožnika, ki je bila vložena januarja 2025, nam daje nekaj več informacij o LuxMed Spa. Citiram, po navedbah v tožbi je toženka Amber Johnson, po razpoložljivih informacijah, nekdanja pomočnica učitelja, ki je spomladi 2023 dobila idejo, da bi odprla medicinski spa. Ne glede na to, da ni imela medicinske izobrazbe, medicinskega usposabljanja, licence ali celo na dejstvo, da zdravniki ne morejo biti večinski lastniki takšnih ustanov, si je Johnson zagotovila najem v Worthamu v Teksasu. Družbo LuxMed Spa by Amber Johnson LLC je ustanovila 12. aprila 2023 in naslednji mesec pripravila slovesno otvoritev. Mimogrede, to so zgolj obtožbe, vendar se zgodba nadaljuje. Po zakonodaji Teksasa mora biti zdravnik večinski lastnik medicinskega spa centra. Spa pa mora biti ustanovljen kot strokovna organizacija, kot so PA, strokovno združenje, PLLC, strokovno družba z omejeno odgovornostjo ali PC, strokovna korporacija. Ko je Johnson ustanovila LuxMed Spa, je bila ta ustanovljena kot LLC, družba z omejeno odgovornostjo, in ona je bila navedena kot edina lastnica. Zdaj povzetek vsebuje tudi več domnevnih informacij o domnevni povezavi Gallagherja s podjetjem. Citiram. Preko skupnega prijatelja je Johnson pristopila k dr. Michaelu Gallagherju glede tega, da bi postal medicinski direktor LuxMed Spa. Toženi dr. Gallagher naj bi domnevno pristal, da bo deloval kot medicinski direktor, čeprav nikoli ni podpisal pogodbe o opravljanju funkcije medicinskega direktorja z LuxMed Spa in je delal ter prebival več kot 160 km od Worthama v Teksasu. Po navedbah te tožbe je Gallagher dejansko obiskal spa, to lokacijo, samo 3-krat. In tukaj nastopi McKesson. Citiram. Ko je toženka Amber Johnson odprla LuxMed Spa, sta ona in dr. Gallagher stopila v stik z McKessonom, da bi vzpostavili spletni portal, prek katerega bi Johnsonova, oseba brez medicinske izobrazbe ali usposabljanja, lahko naročala nevarna zdravila na recept, ki bi jih neposredno pošiljali v LuxMed Spa. Naslednji del tožbe je nekoliko bolj zapleten, vendar je pomembno razumeti, s kakšno vrsto zdravil naj bi Johnsonova dejansko ravnala, kljub temu, da naj po navedbah ni imela nobenih medicinskih izkušenj. Citiram. Z uporabo McKessonovega portala za naročanje je toženka Amber Johnson naročila elektrolite za popolno parenteralno prehrano, TPN elektrolite, ki naj bi jih neposredno poslali v LuxMed Spa. TPN elektroliti so namenjeni infuziji skupaj s popolno parenteralno prehrano, ki ji pravimo tudi intravensko hranjenje, da zagotovijo prehrano bolnikom, ki ne morejo uživati hrane in hranil po ustih. Dejansko je v navodilih proizvajalca Pfizer, ki so priložena TPN elektrolitom, ki jih distribuira McKesson, zapisano, da je treba TPN elektrolite pred uporabo razredčiti v TPN raztopini. TPN elektroliti niso namenjeni za uporabo v intravenskem koktajlu. Citiram. Za zagotovitev varnosti bolnika je treba intravenske prehranske infuzije, zlasti kadar so dodani elektroliti, izvajati v strogo nadzorovanem bolnišničnem okolju, kjer so na voljo oprema za nujno oživljanje in usposobljeno osebje. LuxMed Spa ni bil zdravstvena ustanova, ni zaposloval usposobljenih zdravstvenih delavcev in ni imel opreme za nujno oživljanje. V tožbi je nadalje zapisano, citiram. Odvetnik gospodične Johnson je navedel, da je Jennifer izgubila zavest, se zgrudila na tla in ni imela utripa. Ko so kasneje našli infuzijsko vrečko, je bila prazna, kar kaže na to, da je elektrolite, ki bi jih morali v raztopini TPN infundirati v obdobju 8 do 12 ur, Amber Johnson ubrizgala Jennifer Cleveland v manj kot 30 minutah. Tožba trdi, da je McKesson ustvaril sistem, ki je omogočal tako enostavno pošiljanje nevarnih zdravil, pri čemer je ena od trditev, da je smrt predvidljiva posledica pošiljanja TPN elektrolitov v medicinski spa center. Tudi zdravniški odbor Teksasa, ki je preiskoval smrt Jennifer, je ugotovil, da TPN elektroliti nimajo znane uporabe ali medicinske indikacije v okolju medicinskega spa centra. Tako so vse stranke posamezno tožene zaradi malomarnosti. Tožniki so vložili tudi odškodninski zahtevek zaradi odgovornosti v zdravstvu. Družina zahteva $1 milijon ali več odškodnine, citiram, kot neposredno posledico malomarnosti LuxMed Spa, kot je navedeno v tej tožbi. Jennifer Cleveland je umrla, tožniki pa so v svojem osebnem in predstavniškem imenu doživeli in še vedno doživljajo čustveno izgubo žene in matere, njene ljubezni, tolažbe, družbe ter njene finančne podpore.
Makeson je mimogrede poskušal doseči zavrnitev te tožbe, vendar mu ni uspelo. Sodnik je to zavrnil. Po sodnih zapisnikih je primer še vedno v teku. Sojenje pred poroto je predvideno za to jesen. Če se vrnemo k trenutnemu kazenskemu primeru, sem omenil, da so obtožbe proti dr. Gallagherju podobne Johnsonovim, vendar se sooča tudi z obtožbami, da je domnevno dovolil Johnsonovi uporabo svoje zdravniške licence. Prav tako ga obtožujejo pomoči pri njenem dejanju. Na primer, tako se glasi 19. točka obtožnice. Citiram. Velika porota nadalje navaja, da je Michael Gallagher približno 10. julija 2023 tam in takrat opravil zdravniško dejavnost v nasprotju s kodeksom poklicev Teksasa, tako da je neposredno ali posredno pomagal ali napeljeval k opravljanju zdravniške dejavnosti osebi, in sicer Amber Johnson, ki nima licence za opravljanje zdravniške dejavnosti, ki jo izdaja Teksaski zdravniški odbor. In po smrti Jennifer je disciplinska komisija Teksaskega zdravniškega odbora odredila začasni odvzem Gallagherjeve zdravniške licence, saj so njegove dejanja predstavljala grožnjo varnosti prebivalcev Teksasa. Zdaj je bila njegova licenca ponovno podeljena. Uvedeni so bili strogi pogoji. Po podatkih spletne strani Teksaskega zdravniškega odbora mu ni dovoljeno nadzorovati in dodeljevati, citiram, pooblastil za predpisovanje zdravil osebam, kot so zdravniški pomočniki ali medicinske sestre. Moral je biti pod nadzorom in se udeležiti tečaja o medicinskem nadzoru. Mimogrede, spa je medtem zaprl svoje vrata. Rad bi vam povedal, da je iz te tragedije prišla tudi ena dobra novica. Mislim, težko je najti kaj dobrega v tem, ampak Jenniferin zakon je začel veljati septembra 2025. Zahteva, da vse IV terapije v zvezni državi Teksas izvaja licenciran strokovnjak. Zagovorniške skupine in zakonodajalci, ki stojijo za zakonom, upajo, da bo to naredilo centre za intravensko terapijo po vsej državi varnejše. Ampak glejte, Gallagher Johnson, lahko bi se soočali z desetletji zapora, če bodo spoznani za krive po teh obtožbah. In želim malo bolje razumeti kazenski primer, civilni primer, kako bi se lahko povezala skupaj. Poglobimo se v to. V redu, o tem bi rad govoril še malo več. In rad bi povabil Alio Roberts, ki je pravdna odvetnica in je specializirana za vse te različne vrste tožb. Sem pa radoveden. To je drugačna vrsta primera, kaj ne? Mislim, ali vidiš takšna dejanja tako z morda civilnega vidika, kot tudi iz kazenskega vidika? Si že videla kaj takega? Hvala, da ste me povabili, Jessie Weber. Kot ste rekli, sem tu običajno videla v civilnih sporih, zelo redko pa v kazenskih primerih. Zelo me je zanimalo videti in prebrati razlike med tožbami. Prav tako me zanima, da so dejansko obtožili oba obtoženca za umor. Umor med storitvijo kaznivega dejanja, kaj ne? Torej, ni tako, da bi namerno, kot da bi nameravali ubiti Jennifer, ampak gre za to, da ste namerno storili kaznivo dejanje, kaj ne? Ideja, da si to dal, ko tega ne bi smel, in je umrla. Se ti to zdi nenavadno? Mislim, da glede na okoliščine ni. In kot vemo, včasih tožilstvo želi poslati sporočilo, kaj ne? In mislim, da je to najboljši način za to. To je kaznivo ravnanje. To lahko obtožimo po kazenskem zakonu v skladu s kazenskim zakonikom Teksasa. Zato bi morali preprečiti drugim posameznikom, ki morda razmišljajo o takem ravnanju ali se sicer že ukvarjajo s takim ravnanjem, da to počnejo. Odloži to, nehaj s tem, kar počneš in pojdi stran, ker te lahko kazensko obtožijo. Kaj bi moral porota upoštevati? Kakšne dokaze bi bilo treba predložiti, če govorimo o umoru med storitvijo kaznivega dejanja, uboju ali povzročitvi smrti iz malomarnosti? Prav, torej najprej moramo pogledati namen, kaj ne? Moramo pogledati element naklepa. Seveda nam ni treba dokazovati namena pri uboju, ker imamo kaznivo dejanje, kaj ne? Imamo namen opravljati zdravniško dejavnost brez licence, kaj ne? Namen dajanja zdravil brez ustrezne medicinske licence. Torej, na tej točki mora porota vedeti le to, da ti posamezniki niso zdravniki, niso medicinske sestre, niso diplomirane medicinske sestre z licenco, nimajo medicinskega znanja, razen da so asistenti, ali pa imajo morda izkušnje na področju wellnessa. In ko imate ta vidik kaznivega dejanja, ko je ta vidik prisoten in je nekdo zaradi tega umrl, kaj ne, posledica tega je žrtev in žrtev ni več živa. Tako da mislim, da je pomembno zagotoviti dokaze, da nimajo potrebnega medicinskega znanja, ter pokazati, da je njihovo ravnanje povzročilo smrt te osebe. To je tisto, kar bo porota resnično morala vedeti. Malomarnost in nepazljivost sta nekoliko različni, vendar če je očitek ta, da je nekdo počel nekaj, za kar ni imel pooblastil, je to precej nevarno. Mislim, da bi lahko izpolnili vse te pogoje. Seveda, mislim, da je to nekoliko drugače, kaj ne? Ker sta, kot si rekla, malomarnost in nepazljivost različni stvari. Mislim, da je bilo pametno, da so obtožili za oboje.
Ker če rečeš, ni bilo brezbrižnosti. Ker če sem jaz ta oseba, če sem obtoženka, bom rekla, da sem to terapijo izvajala že velikokrat. Nihče ni umrl. In mislim, da so rekli, da je imela ena od oseb med oživljanjem v modrčku elektronsko cigareto. Tako bodo poskušali reči, da je imelo tudi vejpanje nekaj pri tem. Ampak navsezadnje, če sem jaz obramba, bom rekla, da sem to terapijo izvajala že velikokrat. In kot rezultat tega ni še nihče umrl. Zato se lahko izognejo očitku lahkomiselnosti, ampak še vedno gre za malomarnost, ker ne glede na to, da si to naredila že velikokrat, dovolj je že en sam primer. In kot vidimo zdaj, je prišlo do izgube življenja. Torej, ja, v bistvu, ta elektronska cigareta je res zanimivo. In da bo jasno, so nedolžni, dokler jim ne dokažejo krivde. Še vedno je treba predstaviti dokaze in videti, kako bodo to naredili. Zdelalo se mi je zanimivo, čeprav razumem, morda se motim, ampak Jennifer je umrla leta 2023. Ta primer, koliko razumem, je bil predstavljen veliki poroti januarja 2026. Zakaj zamuda? Je to nenavadno? Je to zato, ker je primer zapleten? Lahko je veliko razlogov, kaj ne? Mislim, da lahko odločanje o tem, ali bomo nadaljevali s kazenskim postopkom, zagotovo igra vlogo pri tem, da zberemo vsa potrebna dokazila, ki jih moramo predstaviti veliki poroti. Lahko je nekaj tako preprostega, kot da so bili ključni dokazi zadržani in so želeli zagotoviti, da imajo te dokaze, preden jih predstavijo veliki poroti. Lahko je šlo za nekaj, kar se je dogajalo v ozadju, veste, strani tožilstva, kjer niso bili prepričani in so se odločali, ali naj to ostane civilna zadeva ali naj vložijo kazenske obtožbe. Lahko je bilo tudi nekaj tako preprostega, kot da je družina pritiskala. Morda se je tožilstvo sprva odločilo, da na podlagi informacij, ki so jih imeli takrat, ne bodo vložili kazenskih obtožb. In morda so se, ko so se informacije razvijale in so prejemali več dokazov, na to odločili, da bodo sprožili kazenski pregon. Jennifer naj bi podpisala obrazec za soglasje. Če je temu tako, kaj to pomeni glede odgovornosti, tako v civilnem kot kazenskem smislu? V obeh primerih bodo obtoženci trdili, da se je odpovedala vsem pravicam, ki jih je imela, zaradi podpisa te posebne izjave o odpovedi. Da veste, odpovedali ste se pravici do tožbe, odpovedali ste se pravici do kakršnihkoli zahtevkov v civilni tožbi. Vendar pa v kazenskem smislu ta odpoved, čeprav sem prepričana, da jo bodo obtoženci ponudili, ta odpoved ne pomeni ničesar. Podpisala sem izjavo, da vas ne bom tožila, ampak zdaj nisem več živa. Torej, tudi če podpišem ta obrazec, sem prepričana, da se nihče ne bi mogel strinjati, da se odpovedujem svojim pravicam do kakršnegakoli pravnega sredstva, zaradi smrti kot posledice tega zdravljenja. Ali pa tudi argument, da sem privolila v tisto, kar mi je bilo predstavljeno kot dejstva, v tistem trenutku. Če so bile informacije domnevno prikrite, bi to lahko bil način, da se iz tega izide. Kje pa je na splošno meja med zdravniško malomarnostjo? Takih primerov smo že videli kar nekaj, kaj ne? Ko nekdo pride na nek poseg, pa se nekaj zgodi. Če preživijo, jih to travmatizira. Zaradi tega so poškodovani. Lahko vložijo tožbo. Če ne preživijo, lahko celo njihovi preživeli družinski člani vložijo tožbo zaradi zdravniške malomarnosti, tožbo zaradi protipravne smrti v nasprotju s kazensko tožbo. Kje je ta meja? Kdo o tem odloča? Torej, pri zdravniški malomarnosti je prva stvar civilna, kaj ne? Zdravniška malomarnost je civilna tožba. Torej, ko govorite o zdravniški malomarnosti, sprašujete, ali so dejanja, ki so jih storili zdravstveni delavci, odstopala od standarda zdravstvene oskrbe. In to pomeni, da imamo kot zdravniki dolžnost do svojih pacientov. Obstajajo določene smernice, ki se jih moramo vedno držati, ker so zdravstveni delavci dali prisego. Torej, če oskrba, ki jo nudite, oziroma dejanja, ki jih izvajate na tej osebi, ne dosegajo standarda oskrbe, kar pomeni, da se vsi zdravniki ne bi strinjali, da bi v enakih okoliščinah s tem istim pacientom ravnali enako in se ne bi odločili za določena dejanja. Tako pridemo do vidika zdravniške malomarnosti. Ko pa govorimo o kazenskem vidiku, pravimo, da so ti posamezniki ravnali v nasprotju z zakonom, kaj ne? Celoten smisel, zakaj mislim, da se to prenese na kazensko sodišče, je v tem, da so te posamezniki opravljali medicino brez ustrezne licence, ki so jo potrebovali za opravljanje medicine. Torej, kaznivo dejanje je, da opravljam medicino brez potrebnih kvalifikacij. In zaradi mojega ravnanja, zaradi dejanj, ki sem jih storila, je nekdo žal izgubil življenje. In tako pridemo do kazenskega vidika. Zdi se, da je veliko obtožb in veliko morebitnih dokazov prepletenih med Johnsonom in Gallagherjem. Ali vidite možnost, da če bo ugotovljena krivda, bo ta proti obema? Ali pa vidite scenarije, kjer je eden bolj odgovoren, morda celo bolj odgovoren kot drugi?
Povejte mi, kaj mislite, ali bi lahko videli različne možne izide za te obtožence? No, odvisno je tudi od tega, kako obtoženci, veste, pripravijo svojo obrambo, kaj ne? Če predpostavimo, da imata oba svoja odvetnika, če bosta igrala igro kazanja s prstom, kaj ne? Eden bo rekel, recimo, mislim, da je Gallagher nadzornik, on bo rekel, no, jaz nisem bil seznanjen z ravnanjem, ki se je dogajalo. Nisem, oprostite, nisem preveril teh informacij. Nisem vedela, kaj se dogaja, kaj ne? Zato ne bi smela biti odgovorna, ker nisem neposredno sodelovala pri tem ravnanju. Lahko pa obstaja tudi drugo stališče, kjer bodo rekli, da me je nadzoroval Gallagher, ker mi je Gallagher povedal, kako naj vse to opravim, kako naj to dejansko izvedem. Povedal mi je, kaj naj bi bilo narejeno in nanj sem se obračala po informacije. In prav tako je bil ključen podatek, ko so bile opombe spremenjene. Verjamem, da so bile opombe v kartoteki spremenjene. In ne vem, kako naj bi se ugotovilo, kdo je pravzaprav naredil te spremembe po smrti žrtve. Gospodična Cleveland je umrla. Vrnili so se v kartoteko in so začeli spreminjati kartoteko, medicinsko kartoteko, potem, ko se je vse že zgodilo. Tako da odvisno od tega, ali se lahko ugotovi, kdo je to počel, bi to lahko povezalo oba obtoženca, da bi bila oba odgovorna. Kakšno je razmerje, kakšna je povezava med tožbo in kazenskim postopkom? Ker včasih, in popravite me, če se motim, če imate iste obtožence, ali ne bi mogli ustaviti oziroma začasno prekiniti pravdnega postopka, dokler se kazenski postopek ne zaključi, ali kako to deluje? Seveda, Jesse, imaš prav. Kazenski postopki imajo prednost, veš. Običajno se najprej obravnavajo kazenski primeri, ker lahko posameznik v kazenskem postopku, veš, potencialno izgubi svojo svobodo, kaj ne? Če greš v zapor, izgubiš svobodo in del svojih pravic. Torej, ker so tvoje pravice in svoboda ogrožene, se običajno najprej obravnavajo kazenski primeri, ker se civilni primeri nanašajo na denar. In tudi nočeš reči ničesar, kar bi lahko ogrozilo tvoje pravice v kazenskem sojenju, kaj ne? Mislim, ker obstaja več načinov, da te prisilijo k pričanju v civilnem primeru in nočeš reči ničesar, kar bi se lahko uporabilo proti tebi in kršilo tvojo pravico do zaščite pred samo obtožbo v kazenskem primeru. Torej obstaja možnost, da bo tako. Z drugimi besedami, izid kazenskega primera bomo videli, preden bomo videli civilni primer. In karkoli se zgodi v kazenskem primeru, to ne določa nujno, kaj se bo zgodilo v civilnem primeru. Različni standardi, kaj ne? Seveda, in to sem hotela povedati, Jesse. Tukaj imamo dva različna standarda, kaj ne? Za kazenski primer imamo standard onkraj razumnega dvoma, za civilni primer pa imamo standard pretežne verjetnosti. Torej sta tukaj dva različna standarda. Eden je veliko nižji, zato sem skoraj 100% prepričana, da bo kazenski primer potekal prvi. Mimogrede, omenil sem že prej, da je disciplinska komisija Teksaskega zdravniškega odbora začasno suspendirala zdravniško licenco Gallagherja. Nato so jo ponovno aktivirali. Postavili so zelo stroge pogoje. Ali je to dejstvo, ki bo pomembno tako za civilni kot za kazenski primer? Seveda. In vsaj v tolikšni meri, da bodo to uporabili kot dokaz, da je ta oseba imela težave s svojo licenco, kaj ne? To je lahko nekaj tako majhnega, da bomo potem rekli, seveda imajo težave s svojo licenco, ker morda niso upoštevali standarda oskrbe. To je torej argument, ki ga lahko uporabi tožilstvo. Zagotovo gledam časovnice, se mora biti seveda sprožen nekakšen disciplinski postopek ali pa se mora začeti, preden je sprejeta dejanska odločitev. Torej, če sem jaz tožilstvo, gledam, kakšne informacije so imeli na začetku, da so začeli disciplinski postopek. In ali se je to zgodilo pred mojo tožbo, ali se je zgodilo med to tožbo. Ali se je to zgodilo po tožbi, da bi ugotovili časovni potek in morda rekli, da ta oseba sploh ne bi smela opravljati zdravniški poklic, že dolgo preden je gospa Cleveland umrla. Mimogrede, samo da to zaključim, kaj menite o Jennifrinem zakonu? Začel je veljati septembra 2025. Ponovno, zahteva, da vse IV terapije v zvezni državi Teksas izvaja licenciran strokovnjak. Pravzaprav se sprašujem, ali veliko ljudi pogleda to in reče, ali to ni bilo tako, ali to ni bilo tisto, kar se je dogajalo. Sem ena izmed teh ljudi, Jesse, rekla bi isto. No, zakaj to ni bilo vedno zahtevano? Še posebej, ko imamo stvari, kot je to, da veliko ljudi sliši za medicinske spa centre in mislijo, da gre samo za botoks ali podobne posege. Ampak tudi stvari, kot je botoks, tudi stvari, kot je IV terapija, ki se zdijo zelo preproste, to je še vedno medicina, kaj ne? To je še vedno medicinska praksa. Še vedno mora biti prisotna oseba z licenco, ki dejansko ve, koliko zdravila je treba dati, da žal ne pride do tega, da bi kdo izgubil življenje. Alija Roberts, dali ste nam veliko snovi za razmislek. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Vedno cenim to.
Vedno v veselje, Jesse Weber. Hvala, da ste me povabili. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcast, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na Peacocku NBC-a. Če me želite spremljati, me lahko spremljate na X-u, Instagramu in v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.